Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Danes imamo eno resno temo za razčistiti in to je nasilje. Kot veste, je nasilja zelo ogromno na svetu in jaz sem se pridružil eni akciji, hashtag končaj nasilje. Pridružil sem se pa zato, ker so napadli enega slovenskega youtuberja, ker je govoril nekaj na YouTube, ampak to se mi zdi čisto normalno, ne zaradi tega so napadli, ampak čisto normalno se mi zdi, da on nekaj govori na YouTube, ker ima vsake pravice, da govori. Tudi jaz imam pravico, da zdaj govorim o tem, da me zdaj ne bi smel piti na past, ker lahko govorim. Nasiljem nikamor ne boste prišli, probajte vse bolj s pogovorom obravnavati, ne, to dejansko res mislim. Ker sem imel tudi sam eno izkušnjo, pa ni me zdaj doben napadal, doben me ni narezal ali pa kaj, ampak ne vem, če je to ravno nasilje, ampak se mi vseeno zdi zanimiva tema, da vam to povem, no da vam zdaj kratko povem. Bil sem na Starem mostu, ko sem snemal en video v New Yorku in na levi strani je bil moj kamerman, na desni strani ceste pa sem bil jaz, oziroma pločnika, na sredini je bila cesta. Jaz se vozim hoverboardom in že ena ženska prej reče, da tu se pa ne smeš voziti, ne, zaradi tega, ker to ni prava smer ceste, ne, kot da sem zdaj znova zaletel, ampak jaz sem šel lepo po kolesarski stezi, vse je bilo super. Sem mislil, ok, gospa, se obračujem, bom šel nazaj, se obračujem, ne, nisem hotel. Nisem vedel. Sem rekel, ajde, še bom hitro posnel zdaj, pa grem potem lepo naprej. Se vozim s hoverboardom naprej, že skoraj pri koncu, gledam not kamero in pride en gospod, pa me špukne, pljune, ne. Me špukne, se hitro obrišem, ta hejteri, zdaj lahko lepa, ne. Jasne, končno je nekaj takega objavil. Me špukne, se obrišem in jaz imam en problem, jaz pa nisem nikoli tiho, ne. To je en problem, jaz se moram biti tiho. Če jaz vidim, da je neki starejši gospod, tako je to, ne, jaz nekaj rečem nazaj, vedno, ne. Ne vem zakaj, ampak to je res, to vas moram malo pri sebi razčistiti, jaz tega več ne smem delati. Sem se obrnil, rekel, alo, špukno si me, nisem ga več tikal, ker sem že mislil, da je nekaj, ne. To je danes en norec, 100% ste ga zdaj živeli v Mariboru, ker je ful dosti v Mariboru, tam pri Šparu govori, vedno čaka, pa ne vem kaj dela. Rečem, alo, ne, špukno si me, se obrne, kaj bi boš, kaj je? Žgi, to z moje zemlje, kuj nekaj se je drtam, potem smo kuj kamero dol prekilni. Kaj pogledajte si kratki video. Prosim? Da vas ne bo kaki meničnik dobil nasproti, samo po desni morate iti. Pardon, hvala vam. Gospa me je ravno kar stavila in rekla, da se ne smem po desni strani voziti. Kako pa potem prijem na ono stran, mene samo zanima, ne, ampak dobro, ne bomo zdaj o tem. Gremo kar biznisu, si ti nor. Kot je res da se ne smem voziti po desni strani? Se ne grem dol, ampak grem sem. Plošo je Liza špuknil mene. Alo! Zakaj si pa špuknil? Prosim? Pardon, ne slišim vas. Špuknili ste mene. Zgini zemlje, si te rekel. Dobro, umirite se. Zgini si te rekel, kad te nabil prasec. Dol ide zemlje. Ok. Dol ide zemlje. Ja. Špuknili ste mene. Vprašam te kaj. Ko ste videli, ko je potem hodil proti meni, sem potem reči stopil dol z hoverboarda, vem, če bo ono hotel kaj vdariti, da reši o tem se omaknemo, pa kaj. Zdaj reči imamo razdaljo neko, ne. Tako da na mesto nasilja reči delate dobro dela, zato imamo tudi projekt hashtag dobro delo, še kar poteka. Danes pa bom par omenil, oziroma vse vas bom omenil, ko ste naredili dobro dela. Imam tudi napisano, ker vas je kar nekaj. Prvi je Gal Cugmeister, Cugifu Place, ima na YouTubeu. Njega sem drugače spoznal, ko sem se šel kopati v Malo nedeljo in sem mu dejansko je padla brisača iz sastarja, nekaj se tudi dobro delo. Potem, ko je prišel nazaj, sem mu povedal, da mu je padla brisača, ker je ni videl, ker je šel mimo nje. Potem imamo Žiga Mera, on pa je doniral 5 € za Rdeči križ. Če pa nimate ideje, kako bi naredili dobro delo, pa lahko donirate 5 € društvu Oporniku. Z njimi sem tudi sodeloval, oni so res legende, pomagajo tistim, ko so res pomoči potrebni. Greste na vaš telefon, napišete noter številko 1919 in pošljete SMS z vsebino Upornik 5 in tako boste donirali 5 €.
Zdaj še imamo eno dobro delo, ki ga je naredil Patrick Wild with YT. On pa je nekaj pomagal eni gospe, pa si kar poglejte. In danes pač počnemo nekaj drugega. Danes pa nekaj drugo grmečeve ven delamo. Potem jaz tukaj na tale velik kupček pač zlagam. Tako da, Patrik, čestitke, omenjen si v video. Tu pa še imamo dve dobrodeli, ki je naredila ena punca in to je Lady Tina. Prva je naredila portret za žuželke. No, tu pa je tako, da žuželke pridejo skozi tale tulec noter pridejo, tu lahko domujejo čez zimo. Potem pa še naredila plakat o ravnanju z odpadki. Jaz naredim taki plakat, torej pač jaz sem prejšnjič naredila o teh odpadkih, pa to, tam sem tudi o tem naredila. In zdaj je lepo vreme, tako da ga lahko šla ven obesiti. Čestitke, naredila si kar dva dobra dela. In enega je dejansko, ko naredila plakat, je dejansko izgubila plakat, oziroma se je zbrisal video, in naredila še enkrat plakat, tako da vsaka čast, super si naredila, čestitke. Jaz še imam tu gor par zanimivih podatkov. Se spomnite, ko sem objavil video, da sem postal milijonar? No, ajde, nisem postal milijonar v evrih oziroma v dolarjih, ne še, ampak sem postal milijonar v ogledih, dobil sem moj prvi milijon ogledov, tako sem bil ful vesel. Spomnite kaj, zdaj že imam 3 milijone ogledov. Zdaj imam neke podatke, to je vse skupaj 7,5 milijonov minut. To pa je vse skupaj 7,5 milijonov minut, pa je 14 let. To je kot neki vlak, ko bi samo gledali moje videe in bi gledali vse skupaj 14 let moje videe. Toliko sem jaz star. Jaz ne vam moram verjeti, da sem 3 milijone gledal, da še enkrat vam najlepša hvala, da me odpirate. To je tako, da bi celo moje življenje gledal samo moje videe, neprestavno in to svetovno. Pa še ena ful zanimiva novica. Danes grem v Francijo. Za šolo gremo v Francijo za približno en teden. Bivali bomo vsak pri drugi francoski družini. Upam, da sem kaj francosko naučil, da vam malo povem. Tam tudi vlog posnel. Mi gremo v predmestje Pariza. V Parizu pa je bila svetovna premiera tega Huawei P20 Pro. Tukaj ga imam, kot vidite, tudi video bo počasi prišel. Svetovni telefon, jaz ga imam za tako približno 4 dni že, navdušen, res navdušen. Komaj čakam, da posnemam ta video, ker telefon je dejansko izvrsten. Barva mi je svetovna taka modra, ni dobra. Pa kamera, oh moj god. Kamera je svetovna, kamera ubija. Tako komaj čakam. Se mogoče spomnite, ko še jaz nisem bil tak youtuber, oziroma nisem snimal vlogov, sem posnel moj drugi video, oziroma moj prvi filmček. Ajaka in Anelna počitnica, ki je bilo naslov. To mislim, da je bil eden izmed največjih failov na mojem YouTubeu, ampak vseeno. In kaj sem not rekel? Je rekel, ja, Anel, zdaj mi dva gremo v kino, gremo gledat Deadpoola. Veš kaj je Deadpool, ne? To je ko so ninja želve, samo da niso želve. Jaz sem rekel, kar sami si pogledajte, da bo bolj točno. Alo, da si lahko šla v kino. Veš kaj je, sem prej gledal na internetu, da kak je že Deadpool nekaj takega. Taka akcijska komedija, ja? Tako dobro. Kao neka ena ninja želva, kao ne. Samo ni želva. Ampak to je bilo seveda že več kot 2 leti nazaj, takrat je prišel Deadpool ven. Uglavnom, kaj, 2 leti kasneje, torej zdaj, je prišel Deadpool 2 ven v Mariboxu. Tako da jaz sem podaril 2x po 2 karti. 2 karti na mojem YouTube kanalu, 2 karti pa na mojem Instagram profilu, Jack in the Box Slow. Tam že glavna igra poteka. Kaj pa morate narediti na mojem YouTube kanalu? Greste pod moj komentar, napišete Deadpool 2. Tisti komentar, ki dobi največ lajkov, zmaga. To je bilo vse za danes, tako kot vedno. Tu se naročite na moj kanal, lajkajte ta video, idite na moj Facebook in Instagram profil Jack in the Box Slow in se vidimo naslednjič, jaz pa lepo Francijo, fajn se imejte.